spet je z nami Teden z Borutom. Sej sem vedel, da ne bo dolg miroval. Jaz sem točno vedel. Dame in gospodje, a ste ta teden mogoče videli enega komunalca, ki vam je deloval znan? Ste ga videli nadaleč in ste mislili, tega pajaca sem pa že nekaj videl. A ni to en bobnar? Ali ne, čakaj, je en kotalkar. Ne, čakaj, to je un animator na maturantskem žuru, ki miške vidi. Ja, to je un. Kje spoznam to samotarsko figuro, ki kosi travo, kada gre za life? To delo rad opravljam, mislim, da se mi vidi, da uživam v tem delu. Našel sem se v tem, kar počnem. Da, to je on. To je umetnik Republike v 3. sezoni svoje serije Naokoli s predsednikom. V tej sezoni kosi travo, v naslednji pa bo on kar kosilnica ali pa nakladalka. Počas, korak po korak. Predsednik je urejal pot spominov in tovarištva, da se je naužil narave in se spočil od napornega dela, ki ga je doletelo poprej v delavnici varstveno-delovnega centra, Centra zaposlitvene in poklicne rehabilitacije ter mizarske delavnice, kjer se je seznanil z ženskimi higienskimi pripomočki. Evo, še 8 igri noter, še eno. 8, ja. Tako, pa vzamete navodilo in ga prepognete na delavnico. A takole pravite, tamponi? Marsikaj sem že storil za to državo. Predsednik, to ni za moške. V redu je. V redu je. Tisti občutljivi se obrnite v stran, ostali pa navijajte. A grem naprej ali rečem lahko noč? No, najbolj pa je predsednik šel iz sebe v nedeljo na teku Wings for Life. V živo se je javljal iz poti in nasproti obveščal o svojem napredku. Dobro je, ker je vroče. Jaz sem Primorc, to mi ustreza. Jaz smo v Domžalah, ni slabo. Evo tukaj med Domžalom in Kamnikom je začelo deževati. Zdravo, gospa! Avtomobil me je ujel 400 metrov pred tablo, torej 400 metrov manj kot sem upal, ampak 2,5 kilometra več kot lansko leto. In mi se spravljamo na Trumpa. Organizatorji teka Wings for Life. Taka prilika je bila. Sam traso bi spremenili na enem mestu proti meji, pa bi se ga trajno rešil. Če ni to Velebit. O, pa glej, tabla za Istanbul. Problem rešen. To je bil naporen teden, Boru, da ne omenjam, da je bivšega predsednika Kučana zvabil na pogovor o nastanku Slovenije in bil vidno razočaran, ko je pa predsednik Kučan pričakoval vse drugo. Torej, še enkrat vas lepo pozdravljam. Ko so mi povedali, da bo to srečanje v jedilnici, sem pričakoval, da bomo imeli kosilo. Zdaj pač kosila ni. Bom jaz šel domov k Štefki, ona je sicer znana po tem, da kuha čaj. Čaj bom zagotovo dobil. Ja, Kučan hodi po novem po osnovnih šolah za kos kruha in krompirjevo župo. Tisto specialno! In če tega ne dobi, je siten. Takrat sem dejal, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Kje je že ta prokleta krompirjeva župa? Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.